Dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, prisrčno pozdravljeni na največji krščanski praznik Veliko noč. Želim vam blagoslova, veselja, radosti, da bi prav vsi čutili in doživljali, kako smo deležni Božje ljubezni, sporočila, da smo rojeni za večnost, da bomo večno živeli pri ljubem Bogu. In kot je Dostojevski napisal na koncu svojega slavnega romana Bratje Karamazovi, v globokem upanju živimo, ko se spominjamo drug drugega, da se bomo držali za roke in kako lepo bo, večno se bomo držali za roke. In sporočilo velikonočnega praznika je prav v tem, da bi mogli biti bolj pogumni, bolj močni, bolj trdni. Namreč, ko vemo, da smo rojeni za večno, za neskončno Božjo ljubezen, že v tem trenutku, sedaj in tukaj, lahko živimo bolj ustvarjalno, bolj mirno, bolj svobodno, predvsem pa se trudimo za to, da bi življenju naredili čim več lepega in dobrega in na ta način že majčkeno podoživljali za trenutek večnost, za katero smo ustvarjeni. Tega upanja, radosti, veselega pričakovanja, predvsem pa tega, da nas ljubi Bog preseneča, vabi in ljubi, vam želim na velikonočni praznik. Tudi letošnjo veliko noč kot lani doživljamo v posebnih razmerah. Morda je človek lahko še bolj sam, ker ni druženja, ni skupnih bogoslužij, ni procesij, ni vsega ostalega, kar je povezano z velikonočnimi prazniki. Pa vendarle je lahko morda to pa priložnost, da na drug način ustvarjamo medsebojne odnose, da tisti, ki živimo skupaj v družinskih skupnostih, domovih za starejše, po bolnišnicah, drugod v različnih okoljih, moramo odkrivati bližino drugega na nov način, predvsem se zavedati tega, kako nam je veliko podarjenega, da imamo naše bližnje. Prav vsem želim, da se nihče ne bi počutil samega. Tudi če je morda sam zunaj, pa ni nikogar ob njem danes in tukaj, ni nikoli sam. Stali Jezus Kristus prinaša upanje, žarek velikonočnega jutra, ožarja bivanje prav povsod, posebej tam, ker je najtežje, ker je največ bolečin, ker so hude preizkušnje, bolezni, tam, kjer morda doživljajo v družinah hude stiske, nasprotovanje, morda hude konflikte ali druge različne težave, nihče nikoli in nikdar ni prepuščen sam sebi. Žarek velikonočnega jutra ožarja prav vse, posebej še tja prihaja, kjer je največ teme, največ hudega, morda največ zla, ampak svetloba preganja zlo. Kot je zapisal Tagore, ne preklinjajmo teme, ampak prižgimo lučko. Prižgimo lučko, dragi bratje in sestre, bodimo žar velikonočnega jutra za vse naše bližnje. Najprej pa to nosimo v sebi, kajti na ta način bomo mogli tudi drugim posredovati upanje oziroma bodo ob nas začutili nekaj Božjega, svetega, to, da smo rojeni za večnost, da prinašamo zares razumevanje, odpuščanje, naše medsebojne odnose. Različna so poročila o dogodku vstajenja, sicer so zavita v tančico skrivnosti, šele binkoštni praznik pravzaprav razsvetli vse iskalce, apostole, ki so bili tako blizu Jezusu, pa še dvomijo, so še pri zaprtih vratih, učenca na poti v Emaus sta še zmedena, ne vesta kako in kaj, preveč sta zagledana v svoj prav, pogovarjata se, vse je zginilo, vsega je konec, kaj je s tem Jezusom Kristusom, odrešenikom, Mesija naj bi bil. Pa vendarle,
Šele kasneje po lomljenju kruha spoznata, da je ob vsem tem spraševanju, dvomih, iskanjih in temi Jezus bil z njima je hodil in potem ga spoznata po lomljenju kruha. Tako tudi mi skušamo v sebi odkrivati to Božjo bližino. Veliko vprašanj imamo, dvomov, kritik, nejasnosti, negotovi smo. Ampak Gospod nam je blizu, bližje, kot si moramo misliti. Kot učencema na poti v Emaus se pridružuje tudi nam. Pravzaprav je od spočetja naprej z nami. Zapisani smo na dlan Božje ljubezni. To, kar mi lahko storimo v naših življenjskih iskanjih, je, da to bližino odkrijemo in Jezusa povabimo v našo življenjsko zgodbo, potem pa bomo mogli v občestvu, v različnih znamenjih, ki nam jih Bog pošilja, odkrivati njegovo bližino še globlje. Z nami je, tukaj je, v naši življenjski zgodbi je. Kot je zapisal sveti Avguštin v svojem slavni misli: pozno sem te vzljubil, lepota večno davna nova. Bil si v meni, dotikal si se me, božal si me, iskal si me, jaz pa sem taval daleč, iskal sem vse mogoče druge stvari. Torej, bodimo kot Avguštin, odkrijmo to bližino ostalega Jezusa Kristusa z nami in na poti od spočetja do konca življenja in večnosti. Noben trenutek ni prepuščen sam sebi. Zgovorno je tudi poročilo, kako Marija Magdalena pride k grobu. Vrtnar, ki ga Jezus ne spozna, v resnici pa je bil stali Kristus, jo vpraša: žena, zakaj jokaš, koga iščeš? Gre pravzaprav za retorično vprašanje Mariji Magdaleni: žena, ti nekoga iščeš, ti hrepeniš po ljubezni, ti hrepeniš po tem, da te bo nekdo imel rad takšna, kakršna si, svojo življenjsko zgodbo. Ti želiš odkriti dostojanstvo življenja, svobodo življenja. Želiš, da te nekdo sprijema, predvsem pa, da bi ti dal vedeti, da si potrebna, da v življenju lahko narediš nekaj lepega in dobrega. In potem Marija Magdalena še ne spozna Jezusa Kristusa, spozna pa ga v trenutku, ko jo pokliče po imenu: Marija. Marija. Takrat pa spozna, da je ostali Gospod Jezus Kristus, ki ga ima tako rada, ki je odpustil grehe, ker je veliko ljubila, mnogo ljubila, je veliko odpuščeno. Naj bo tako tudi v našem življenju, dragi bratje in sestre, dragi prijatelji. Želim, da bi prav vsakdo začutil, kako ga Jezus kliče po imenu: ostali Gospod. Za Jezusa ne obstaja množica, ne obstaja kar nek človek, ampak obstaja konkretna oseba. Obstaja starejši človek, morda vsi tisti, ki ste priklenjeni na postelje, pa ne morete ven, ne morete k bližnjim. Obstaja človek, ki je morda bolan zaradi COVID-19, zaradi koronavirusa, pa ga Jezus kliče po imenu vse zdravstvene delavce, vse, ki se trudijo v domovih za starejše, bolnišnicah, doma po domovih z bližnjimi in jim pomagajo. Koliko odpovedi, koliko pozornosti, koliko tudi potrpežljivosti je potrebna. Vsakega, prav vsakega kliče po imenu. Po imenu kliče naše družine, očete, matere, otroke. Po imenu kliče mlade fante in dekleta, tiste, ki se odločajo za zakonsko, družinsko življenje. Po imenu kliče vse druge mlade iskalce, tiste, ki se pripravljajo na zakrament svete birme, otroke, druge.
po imenu kliče vsakega, prav vsako človeško bitje od spočetja dalje, oziroma že to, da smo na svetu, je dar, neskončni dar Božje ljubezni. Molimo prav za vse, predvsem pa želim, da bi začutili, kako Jezus, stali Jezus Kristus, izreka moje ime. V posebnih razmerah praznujemo veliko noč, ampak morda se umirimo, ko se pogovarjamo, molimo, gremo v naravo, na sprehod in se malo umirimo, začutimo to bližino Boga. Blizu nam je, neskončno blizu. In to, kar lahko storimo, je, da prisluhnemo, da tudi nas, kot Marijo Magdaleno, kliče po imenu. Ne glede na to, kakšna je naša življenjska zgodba. Bog nikogar ne sodi, obsoja ali ga na kakršenkoli način izključuje. Božjo ljubezen stalega Kristusa smo vključeni prav vsi. Želim, da bi v tem velikonočnem prazniku in dnevih, ki so pred nami, globoko čutili ta osebni poklic. Pri svetem krstu je bilo izrečeno naše ime, Jaka, Milan, Terezija. Jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. To ime je bilo izrečeno pri sveti Birmi. Zopet smo poklicani po imenu. Želim, da bi nas Sveti Duh razsvetljeval, vodil, predvsem pa povezoval v občestvo. Da bi živeli iz sakramenta Svetega krsta, po katerem smo ustvarjeni, prerojeni za večnost, in da bi nas Sveti Duh vodil, povezoval v občestvo, razsvetljeval, kajti šele moči razsvetljenja od zgoraj Svetega Duha bomo mogli globlje spoznavati, ljubiti in živeti iz velikonočnih skrivnosti. Naj ljudje ob nas začutijo radost, veselje, razumevanje. Predvsem pa, ko smo v letošnjem postnem času razmišljali ob papeževem pismu o krožnici z očetovskim srcem ob letu svetega Jožefa, da bi tako kot sveti Jožef tudi mi bili zares pravični, torej da bi zaupali v Božje delovanje, prisluhnili angelu, ki nam spregovori, kaj storiti, da bi bili pogumni v odločitvah, da bi imeli modrost in da ne bi zašli v neko preračunljivost, češ kako in kaj se bo to zgodilo, ne morem, jutri, pojutrišnjem se bo odločil. Ko smo razmišljali ob tem pismu, je vedno znova bilo poudarjeno, ko Jožef v sebi spozna, kaj je potrebno storiti, ko ga angel pouči, razsvetli, v trenutku se odloči in je sprejel Marijo k sebi, bežal v Egipt, se vrnil nazaj. Torej, nič ni cincev, nič ni bilo preračunljivosti ali česa drugega, ampak se odloči in gre. Torej, poguma v odločanju je tudi potrebno v našem življenju, kajti najslabša odločitev je neodločitev, da bi kar čakali, češ kar nekaj se bo zgodilo. Sveti Jožef nam je zgled modrosti, potrpežljivosti, sprejemanje tega, kar Gospod pove, hkrati pa tudi poguma, jasnosti v svojem odločanju. In ko smo na praznik Gospodovega oznanjenja Mariji začeli tudi leto družine, čemu nas je povabil papež Frančišek, molimo za naše družine. Posebej za tiste, ki so v hudih stiskah, konfliktih. Morda je teh težav v teh posebnih razmerah še nekoliko več, kot je bilo običajno. Molimo, da bi se znali pogovarjati, odpuščati, da bi se naučili tega, da konflikti v življenju so. Modrost življenja je, da jih rešujemo, se pogovarjamo, si odpuščamo. Najslabše je kar molčati, kar odlašati, ignorirati nekoga, ignorirati neko težavo. To samo še povečuje to bolezen.
potrebna je operacija, potrebno se pogovoriti in potem končno vidimo, da je ta strah pred pogovorom bil še veliko težji, hujši kot pa sam problem. Ko se pogovorimo, smo si blizu, začutimo, da pravzaprav drug človek ni nič hudega hotel, ali pa da je bila samo neka nerodnost, nepotrpežljivost, morda beseda izrečena nevede, nehote, pa smo to razumeli kot neko napadanje ali konflikt. Če se pogovorimo, si odpuščamo, potem bo velika noč tukaj med nami. Potem bo odpuščanje, veselje, žarek velikonočnega jutra v našem življenju, v naših odnosih. Molimo za naše družine. Molimo za vse tiste, ki se odločajo za zakon, za sveti zakon, za družinsko življenje, da bi radi sprejemali življenje, da bi bili hvaležni za čudež življenja in sprejemali otroke z veseljem, hvaležnostjo, seveda tudi tveganjem. Ni v življenju stvari, ki so pomembne, ker ne bi bilo tveganja, ampak da bi zaupali, da spolnjujejo na ta način kot očetje in matere odrešenski Božji načrt. Da to ni samo neko človeško delo, človeško odločanje, ampak da je Božji blagoslov s človekom. Molimo torej, da bi bilo dovolj poguma, veselja, radosti življenja in odprtosti za nova življenja, kajti prav to pomenijo največji dar in največji čudež na tem planetu, kar se sploh lahko zgodi. Torej, vsem skupaj ob letu svetega Jožefa in letu družine želim blagoslova. Naj žarek velikonočnega jutra ožarja prav vse, vsakega človeka, vse ljudi različnih prepričanj, drugih ver, drugih filozofij, Božja ljubezen, ljubeči Božji pogled, ki nas neskončno potrpežljivostjo išče, prav nikogar ne izključuje. In zavedajmo se, tudi če nekdo tava, gleda drugam, se noče srečati s tem ljubečim Božjim pogledom, bodimo potrpežljivi drug drugim, kot je ljubi Bog potrpežljiv z nami. Namreč išče nas znova in znova, nam daje možnosti, da naredimo nov korak v našem življenju. In če se odločimo za ta nov korak, odločitev za dobro, za odpuščanje, za ljubezen, potem je velika noč tukaj med nami, v naših medsebojnih odnosih. Potem se velika noč uresničuje v tem letu, danes in tukaj, v mojem življenju in naših medsebojnih odnosih in družbi, v kateri živimo. Želim vam veselja, radosti, blagoslova, velikonočnih praznikov, predvsem pa, da bi bili velikonočni kristjani, kljub vsem težavam, kristjani veselja, kristjani upanja, kristjani radosti, in da bi, kot je zapisal nek francoski mislec, iz osame, ko se človek nekam skriva, vedno znova vstopali v ples ljubezni, medsebojnih odnosov, občestva. Kadar smo v tem plesu ljubezni, v občestvu s prijatelji, z domačimi, se pogovarjamo, skupaj molimo, praznujemo, takrat se dejansko velika noč uresničuje med nami. Lep praznik vam želim.